The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj na še enem kolesarskem čveku. Danes je z mano spet Petra. Pa vsi morate zaželeti v komentarju vse najboljše, zato ker ima danes rojstni dan, jaz jo pa še ekstra matram. Tako da hvala, ker si vzela cajt, pa prišla. Zate vedno. Danes bo debatirala malo o kolesu Niš, ki ga je glih testirala, pa kar ste videli tudi kar nekaj videov. Potem v bistvu kar zanimive podatke, ki potrjujejo mogoče občutke, ki smo jih tudi vsi ostali imeli. Potem pa mogoče rečeva še kaj na kratkega o Vuelti. In to je to. Runda jutri gre kam? Oziroma izlet? Ja, jutri imamo kar malo tak težji izlet, ampak bomo šli počasno na easy, štartamo že ob 9, ki je vroče, da štartamo vsaj ne v vročini in gremo čez Ulovko, pa na Medvedje Brdo, pa pol tam na Govejk, jaz to še nisem šla nikoli, tako da bo nekaj tudi zame novega, tudi vele izlet še ni šel tja. Ampak je pa da ful lepo z lepim razgledom dol na te nekam na eno stran je Idrija, na drugo stran se pravi so žiri, tako da mi smo tudi žiri spustili, tam gremo na kavo pa pol čez Mreče nazaj. Je malo višinčkov se bo nekaj nabralo. 1550 jih pride nekje. Ja, ok, pa Jurija. Ne, pa 100 km. Ja, 105 km, no, tako da, mislim, sta pač neki klanca je, neki tudi ravenga, neki spusta, tako da. Ja. Zdaj smo že vsi tok... Jaz se vam opravičujem, imam bombone v ustih, je Petra prinesla kokto zero, pa oziroma light, a kaj je to zero? Neki brez, free. Ja. Free, ja. Pa je prinesla bombone zraven, tako da. Ja, nisem pekla, pa sem samo bombone prinesla. Pa pred enim letom bi prinesla pivo na ves kokte. Ja, na koncu bo pa še predstavila kolo, ki ga je vozila. Zdaj spet ena custom barva, ta bo tudi testen kolo na eventu. Feltne obroče dobimo naslednji teden, tako da ja, bo kar zanimivo. Do takrat do dogodka imamo že kar nekaj. Bomo dali parim kolesarjem, kolesarkam zapeljati. Tako da evo, to je to. Kaj, greja kar? Ti si bila zdaj zadnjih nekaj leta, si vozila sploh še kakšen drug kolo, razen tega jeklenga, ki ga imaš, pa Dogmo F12. Ja, pa Dogmo F10, pa prej sem imela Deroso. A jo, zdaj v tem kratkem času? Ja. Jaz sem sprobala še kakšen kolo čistko, malo na hiter, no, recimo tega C68 Kolnagota na klanc. To je bil en tak kolo, da sem ga sprobala kaj dosti več, pa niti ne, no. Tako, okay. Po pravici povedanja. Nisem glih malo okay. Nekaj vem o kolesu, ampak se pa vozim ne z drugimi. V bistvu vsi, ki delamo kakšne teste, reviewje, se v bistvu zanašaš na svoj občutek, ne. In je pol mogoče po občutku, pa tako, ko si ti testirala, se pol dejansko vidi, Ja, zdaj, ko so te powermetri, se da še kaj videti zraven. Tako da, tako ko smo zdaj naredili malo ta test, ne, na pance. No, povej, kako si testirala? Zdaj, v bistvu, jaz sem zdaj kolo kar vozim, ne, ta teden sem v bistvu kar na temu kolesu, sem kar na Nišu, moram reči, da mi je zelo všeč, tako kot samo kolo in tudi barva je tale zelo lepa. Taka, mislim, da paše in na moškega in na žensko in tako res lepo narejena barva, kolo lepo narejen, zgled je lep, gor ima 105, kar me, pač jaz sem tudi 105 vozila na Zajlah, pa je bilo res tam skozi en del s tistim nastavljanjem, kle to vse dela v nulo. Sprav 105D2. 105D2, tako se zdaj tak sem D2, ne, ampak ja, ta nova 105 in je res, me preseneta, da res kako vse fajn dela, tako da to mi je bilo všeč. En dan sem šla takrat za prvi test malo po ravnem po barju pa na Gornji Ig. Tam sem malo odzivnost sprobala sva z Mersadom, no pa me pa zanimalo, ker sem se zelo dobro na kolesu počutila, mislim, se še vedno na kolesu zelo dobro počutam, me pa zanimalo, kakšen bi bil to primerjava. Najbolj se mi je zdelo, da primerjam s Pancem, temi našimi, glede na to, da jih letos že parkrat sem probala nekak temu laut svoj odpeljati. Glih nazadnje je bilo, se pravi, prejšnjo sredo, a ne, z Dogmo mojo, kjer sem tudi naredila
PR, tisti, ki uporabljajo Stravo, vejo, kaj ta PR pomeni, se pravi osebni rekord, no. In se nekaj, da vidimo, kako bo šlo tem s kolesom, tako da je bilo, se pravi, kolo je lušten, krasen, poravno mi je ful dobro, res se držiš lahko hitrosti na polno. Te pance smo pa sprobali, sem šla res tudi na polno, no, to, kar sem šla jaz lahko nekje ta dan, nisem kaj več, ne vem, če bi šla še lahko, no, mečkan mogoče. In smo pač naredili eno analizo tega klanca, se pravi z dogmo, v primerjavi z dogmo pa z Nišem, kjer je bilo pač, sem vložila v bistvu 11 vatov povprečno na klancu več, pa sem šla 5 sekund počasneje, ne. Okay. Zdaj največ časa se je izgubil na tem nestrmem delu panc, ne, se pravi do kamnoloma, se pravi čeprav sem vozila v zavetrju, vožnja je bila zelo ista, no, kakor tisto prejšnjo sredo pač do kamnoloma v zavetrju, pa pol od kamnoloma ponovadi ostanem sama, pa si pol mogoče kasneje spet kakšnega najdem, da se mu lahko naprej priklopim. Tako da ja, no, to smo pač potem prišli do tega zaključka, da je vse kolo nekako mehkejši, a ne sam okvir, glede na to, da so gor moji obroči. Tako da, ampak je še vedno zelo udoben se voziti, predvsem mi ta udobje všeč, no, kar ga jasno dogma kot tak trd kolo močen ne daje in tukaj se zdaj res kažejo te razlike, a ne, zdaj nismo delali nobenih vetrovnikih, nikjer nismo profesionalci, ampak res jaz sem šla 2-krat na klanc, videli se je vati, so power meter je gor, moj isti power meter je bil na obeh kolesih, vse je skalibriran obakrat. Tako da se res vidi taka dobra primerjava, no. Da se je vložil kar nekaj vatov več, pa da je bila pač razlika je bila 5 sekund, se pravi počasnejša sem bila 5 sekund, to ni spet zdaj toka, ne. Ampak dobro, na vloženega malo več. Se bi poznali, če bi se vozil več časa na nek klanc, bi se začel ta čas kar poznati, no. Koliko si pa imela povprečne vate gor, mogoče veš? 243 sem jih imela zdaj. Takrat sem jih imela v 232. Ok, se pravi, to je 5% približen. Manj. 10% je 24, 5% je 12. Ja, 10, valjda 5%. Malo manj kot 5%. No, se pravi, bi se to nadaljevali na nekem klancu, takem voznem, bi se to kar nabrali, ne? Ne, mislim, meni je fajn, da so v bistvu te rezultati, da so taki, ker če bi bilo kontra, ne, pol ne bi bilo nobene logike, da bi folk kupoval da bi dal 10 evrov več za kolo. 10-15 evrov, zato ker pol ni nobene razlike. Ne, tukaj se je res, zdaj to zelo dobro pozna, da je, da res daš ti za več denarja za boljši karbon, dejansko, da se kle plačuje neka, pa verjetno neka tehnologija, ki je bila vložena v nek razvoj. Tako da jaz tudi tukaj, se pravim, tudi Kolnago, tako sem ga sprobala, vse res do zdaj dogma pač je res trda, no. Tudi to se vidi na kolo, ko se samo usedeš na neko drugo kolo, so kolesa udobna, kar je super in je krasen. In definitivno je to kolo, ki je zelo primeren ali za eno žensko, pa za nekoga, ki je začel kolesariti, za nekoga, ki nima želje po dirkanju, po ne vem kakšnem, pa tudi za dirkati je čisto v redu kolo, no. Se tudi za dirkati bi bil čisto fajn kolo. Ja. Ker lepo drži hitrost, ima pa res tisto konstantno, nimaš občutka, da te eden vleče nazaj, a ne. Tudi, ko ga pohodiš na klancu, golo gre s tabo, a ne, se pravi, je odziven. Ni spet tok mehak, da bi se zvil. Tako da meni je všeč, no. Do neke mere je, sam je pa tudi glih tako tisti, ki se več vozijo, pa želijo imeti nek dirkalen kolo, ne, se pravi za dirkat, se kle vidi zelo dobra razlika, se isto, se pri vseh znamkah, tako se tudi pri boljših znamkah. Ti, če ne greš, če ne kupaš čist premium okvirja, se pravi zato, ker vsi imajo več različnih tirov karbona, ne, in če kakšni drugi znamki kupaš nek osnoven model, pa rečemo, ne vem, jaz poznam Scotta, pa če gremo gledati Addicta ali pa Foila, če ti vzameš premium ali pa ungat osnovnega,
pač je tako je razlika in Ja, se ne bo seveda. isto pelil, kakor pa... Valjda, da je razlika, če je različen na Tako trdota. da tukaj meni, kar se tega tiče, tako testa, ne sej, da bi šli prav računalniško vprašanje, lahko bi bila še večja razlika, lahko bi bila pa malenkost manjša. Ja, dobro, se pravi, treba še to upošteva, da jaz nisem čist nastavljena na temu kolesu, a ne, na svoje, na nišu, a ne, se pravi, nisem čist mečkan mi zmanjka, a ne, se pravi, da glede na to, da imam bike fitting narejen in da je bike fitting narejen tudi na to smer, da si ti izkoriščaš svoje telo najboljš, da največ pobere kolo, se pravi, da tukaj v tem primeru ni čist, tukaj tudi se bi poznali mogoče, če bi bila jaz na nišu, lahko v res svojih dimenzijah. Katati je načeloma je malo krajši, zato, ker ima takratko fajfo gor. Ampak pravim, pa malo me moti med kukorkoli ta mene gonilka vseeno, se pravi, sem navajena na 172, pa očitno, mogoče bi rabila čas, pa bi se navadila na tudi to, jaz ne vem. Ne, mislim, tako, hočem reči, da za nekoga, ki začenja, ki ljubiteljsko kolesar, je to vrhunski kolo. Cirka ta razred kolesa, jaz pravim, od 3000 do 6000 evrov dobijo že zelo lepe pakete. Ja, zelo dober kolo. Unga začenja, jaz zdaj zadnje čase jih vse pošiljam, tako kolo do 1000, mogoče 1500 evrov max, in rečem, ne grejo te večje športne štecune, ki dobiš price performance več skoraj, kakor pa kolesarske štecune ponujajo. Poj pa ta razred, ki pa je mogoče že za drug kolo, ali pa kakšni, ki si prvošijo malo več, vzamejo to kot prvo kolo, je pa tako price performance, ne vem, meni se zdi, da zelo veliko ponuja, sploh, ker zdaj nas je takih kolesarjev, kar radi dobro zgledamo, pa ko imamo neki special od kolesa, se zdaj za, rečemo, par tisoč evrov res že lahko dobi nekaj posebenega. Ne? Ni več unga, da pa moraš ti kataloško kupiti, pa da je to. Pa na koncu dneva tudi, kukor, mislim, se to bi še zdaj šla, tudi sama teža. Klej se tudi vidi, da lahko kolo sicer pomeni neki, ni pa vse, ne. Glede na to, da je dogma težja, ne, od tega niša in to kar, mislim, da kar je 200 gramov, pač ni vse otežino. To je dejstvo. To se je zdaj zelo dobro videli, to se na tem kolesu dobro pozna. Ja. Vprašanje bi bilo, kako je bilo pol, če bi bil klan zgor, ne? Če bi bila še večja strmina, ampak po mojem, da bi se dogma pol mogoče še boljš odrezala, kukor pa da. Vse to hočem povedati, da tukaj, če bi se klanc nadaljeval, bi najverjetneje se še to bolj začel poznati, kukor pa boljšemu kolesu. Je pa tako, da je ena stvar, jaz pa glih to, kar se tiče pa koles, moram pa povedati, da z mojo izkušnjo kupati, tako to zdaj tudi mogoče je na svetu vsem, ki so v dilemi, a si kupiti kolo, ne kolo, če majčkam kolesaraš, če si športnik, jaz recimo nisem bila prej na specialki, sem pa kolesaram pa cel življenje sem na kolesu. In mi je bilo vedno dobro, vedno sem bila rada na kolesu, drugo je, če te kolo mori. Ampak če ti si rad na kolesu, če ti je dober in se odločaš, da boš zdaj šel pa rad na specialko in se boš vozil res iz specialko in imaš čas, boš dal čas v to noter vložil, se pravi, predvsem čas, mislim, ni toliko spet za denar, pa če imaš spet neke finance, ki lahko z njimi razpolagaš. Jaz pravim, da je rajš vzem mečkam boljš kolo, pa da je lahek predvsem, ne, da je lažji, da ne vzameš nekaj res eno težko kobilo, ker ta kolesa, ki si ti rekel, ne, price performance v teh trgovinah, ki so že kolesa sama po sebi poredu, sam so pa težka. Ne. Ja. Tukaj je pač preverjeno, ti lahko povem, iz trgovine športne večje kupljen kolo je res težek. To je specialka, pa ima karbon, pa je vse, ampak je še vedno ima to 9-10 kil kolo. In potem, in jaz sem tako bila, jaz sem imela recimo, moj prvi kolo ni bil slab, kolo za tiste čase, čeprav je že bil mečkan, že mal, ta De Rosa King, res ni bil slab kolo, ampak šele, ko sem jaz pošla res na dober kolo, jaz sem šele tako začela res uživati na kolesu. Jaz prej enostavno, na klance sem začela uživati, ker je kolo šel, ker si videl res to razliko, kako kolo gre, kako kolo odzivan in to tudi svetujem ženskam, ker meni je dosti klej sprašujejo, jaz bi mojo rad spravil na kolo, kva ne kupam, kva ne unce, dej, če se rada kolesar, če ona že zdaj s tabo kolesar, sem pa za ravno balanco, pa se nekaj za tabo matra, pa hoče na specialko, vzemi saj orang specialko, ne neki orang, ne, tukaj spet imamo v mislih kolo, ki je pač boš dal za njega 3-4 ure mogoče, ampak se jaz tudi tako pravim, če ga greš danes v trgovino kupiti en takle kolo,
Pa recimo, da bi zdaj pri tebi kupiš kolo po naših telih variantah, ki so s popusti, pa tukaj community, pa te variante. Ne. Se pravi, če ti čez pol leta ta kolo ni všeč, naš na njemu noro spet tok zgubo, ker se kolesa še vedno tudi rabljena prodajajo. Pač mogoče popuščil tistih par 100 evrov, ampak nisi zdaj zaradi tega par 100 evrov, ker pač nov kolo je, ne vem, primer 5 ur pa pol, dobiš ga za 4 pa pol z vsemi raznimi popusti, ki jih trgovci dajo, ti ga prodal pa na koncu, ker je bil štacun 5 pa pol, ti ga pa za 4 prodal. 500 si jih pa zgubil. Recimo, čistko gledam na eno stvar, pač nek si zgubil, ampak še vedno. Mislim, da se vrnem kle na težo koles. Jaz pravim tako, da tam do ene, odvisen zdaj od cene, ampak jaz težjega kolesa, kukar 8 kg pa pol s pedali ured, jaz ga pač ne bi kupil. Ja, zdaj, če ima 8 kg pa pol, pa že dobre obroče gor, pa ga pa sploh ne bi kupil. Se pravi, če ima neke osnovne, kaj sem kaj, ok, še nekaj gre čez, vse, kar je pa težji, ka polta, jaz pravim, da se boljše kolesa začnejo, se pravi, govorim 6000 evrov pa gor, pa da ima kolo več ka 8 kg, pač jaz ga ne bi vzel. Ne, se ne vem, če to sploh dejansko res obstaja. Se pravim, zato pa tudi, ja, kolo price performance res nekaj poceni, da vzameš, ampak mogoče boljš pa rabljen ga kupiti, pa malo boljšega. Ja. Ne, pa obroči se tudi zelo veliko poznajo. Ne. To smo zdaj tudi res videli, da so obroči res veliko delajo. Ne. Na kolesu se bomo videli. Jaz sem 3 obroče sem imela, 3 različnih obročev že na dogmi, ampak tako, ko se s temi voz, se ni še z nobenimi prej. Pa tudi prejšnji niso bili slabi, so bili tudi prejšnji zelo dobri. Samo dobro, ne bomo zdaj rekli, da mora imeti vsi obroče za 4 ure, ker 3 ure to je preveč, se da tudi kaj dobiti, ampak ja, se pa splača malo vložiti. Mislim, price performance, tako, meni osebno za te, ki so bolj za ravnino pa triatlon, meni so vindi od Fulcruma so mi super. Dobrega Jurija daš, imaš dober servis v Sloveniji, pač to meni je price performance obroč, je super. Če nisi zdaj glih mahna na najnižjo težo možen. Zdaj, če gledaš še malo na težo, pol so te, ki jih zdaj tudi voz, tukaj jih ima Habič, pa še par strank jih je že kupil, so Elite Drive, za isto dobrega Jurija dobiš že zelo lahke obroče, niso togost, ni na tem nivoju, tako kot je pri Princetonu, ampak drugače se pa pelejo se super, so lahki, za vse, ki iščejo neki budget friendly, pa še zmer visok razred težije, je to. Pol so te, ki so za veter, zdaj isto smo jih predstavili na podcastu, ki smo ga predvčerajšnjem snemali z tema fantoma iz Elves Bikes, ki pridete isto na dogodek, so Helix Drive, ali Drive Helix, ma se nima veze, isto, podoben kot Princeton valoviti, sam da je še na ta str pristop Princetona, se pravi, da je več teh valov, ker zdaj pri ta novih so malo bolj položni. Pa te od Niša, ki so tudi meni tako zelo podobni spet, kukar pri Princetonu, vsaj kar se tiče brzine, ki jo imaš. Sam, ki greš pa ti v Klansgor, se v Princetonu zdaj ne vem, je to zaradi špic, pa tenzije špic, ker te imajo vsi karbonske špice, pri Princetonu so jeklene in je, ne vem, samo oni obroči, ki pritisneš, pač grejo lepš, kukar pa kjerikoli drugi obroči, ki sem jih probal. Mer se pravi, da nikoli karbonske ne morajo biti toliko trde, kukar so jeklene, nikoli ne more biti toliko kompakten obroč s karbonskimi špicami. Tako da se zato pa rečemo te stranke, ki jih manjka, kupujejo Princeton obroče, se so po večini so te države, Danska, Nizozemska, pač tam zgori Evrope bolj, pač to kupujejo Santa top Princeton obroče. Sploh se ne spomnim, kdaj sem nazadnje vzel enega iz Nizozemske, ki je vzel te za, ne vem, 3 urje 800, drugače pa so vsi une za 4200, ki jih prodajamo. To so s pestam pač to boljšim. In sam še to folk jemle. Zato, ker hočem reči, da je ful velik preskok, če ti hočeš imeti, se pravi, nek zelo dober ta price performance range, če spravim od Jurija do cirka 2000 evrov je ta razred, Če hočeš imeti pa top of the top, potem so pa vsi obroči 3 Jurje plus.
pač sej to ne vemo, boš... pač tako je, sej ni pa vse sam treba top kupovati, tako da sem naredila že analizo obročov še zraven. Ja. V glavnem zaključem, jaz lahko niš kolo je zelo lušen, krasen kolo, tudi cena je, se mi zdi zelo dobra, imaš tu zraven, že dobiš v bistvu top obroče njihove. Integrirano balanco. Integrirana balanca mi je ful všeč. Balanca mi je toliko huda, res lepa, ker niso vse te integrirane. Na marsikjerih kolesih, ki so dobra kolesa, vse balanca je pa grda za videti. Ampak tukaj, ne, res, kar se tiče in vizualno in vse, tako da mislim, tukaj nimam kaj reči, pa tudi če bi ga zaprti, mi bi vozila breka, da mi je všeč. Meni je odmer se, da feedback tudi dober, ki ga sestavlja, ne. Je rekel, vse gre lepo skupaj, tudi karbon, ki ga znotraj pogledaš, nima ful odvečnih teh opilkov. Rekel, da je res lepo narejen, tudi kako jih sestav že pišu, zdaj ima že v 1 uri sestavljen kolo. Res že vse ve, tak, ja, res. Tako da, ne, jaz sem ful zadovoljen. Tudi z njimi, ki se pogovarjamo, pa to, se pravi, customer support, po moje, da iz naše strani bo zelo v redu. Tako da ja, jaz sem zaenkrat ful zadovoljen, ko mi čakam, da jih zdaj folks testira. Ja, jaz tudi bi vsakmu rekel, da če ima možnost, naj pride pa naj sproba, da se vidi res, ker to je pač nova znamka pri nas, ne moreš se zanašati sam mogoče na to, kar zdaj jaz klele tudi povem, ampak je res fajn. Ja. Če imajo možnost 31.8. ali pa tudi še pol verjetno te lahko, ki kontaktirajo tebe, ko imaš kar zasedene termine za ta dan, pa naj te kontaktirajo, jaz res, vsej ne piše, da če ga proba, da ga more kupiti, ampak lahko pa vsaj reče, da vidi, da res ne nakladava nekaj čist klele. Se to sem glih prele se mailing poslal. Skratka, vsi, ki bi radi testirali karkoli od opreme ali pa komplet kolo, 31.8. je ta dogodek. Naslednji teden bo šel ven še podcast z Elves Bikes, ki bodo tudi one imela 3 kolesa tukaj za testirati, tako da se lahko prijavite tudi za test unih koles, je tudi že v opis, pejte si pogledati. Predvsem bi mogoče rekel, da če imate, ki po večini fantje gledate tole, če imate punco pa karkoli, pa mogoče tudi ona išče, je glih ta najmanjša dimenzija, je samo prvi vožnji je za 7, potem pa ni več, medtem ka small pa medium sta zdajle frej samo še za zadnjo furo. Tako da ja, prijavite se, ker jaz bi rad imel vse teste že vnaprej splanirane, tako da tudi pošljete dimenzije, da se vam ga lahko čim bolj nastav, tako kot je pol prišel na furo. Vsi bojo imeli berg sedeže gor, tako da ja, to so te mogli malo navaditi, mogoče tisti, ki nimate, boste videli, koliko je to trdo. Mogoče pa še kakšnim pa še prav všeč. Tako da je to, kar se tiče testnega dogodka, se pravi Elves, pa še na nagradno igro, ko bomo žrebali, takrat smo dodali še eno nagrado iz Human Performance Centra, se pravi praktičen komplet bundle package deal, bo nekdo dobil brezplačno, se pravi testiranje, VO2 Max, ne vem točen kaj vse, ampak ja, tukaj je šla tudi Petra čez, boste dobili, bo gratis, tako da pridete pa v nagradno igro tako, da v tem mesecu do 31.8. kupite karkoli na naši spletni strani, vrednost računa mora biti pa več kot 25 evrov. V akciji imamo poln stvari, če pa komentirate, se pravi lahko tudi po ta video ali pa najdete na našem Instagramu giveaway post, vam bomo poslali še kodo za popust, ko dobite še dodatni 20% popusta, že na znižano robo, vala pa na čelade pa očala. Ta popust. Tako da, evo, to je to. A mi da še kaj, greja še malo velti. A si kaj pogledala? Ja, sem pa zdaj, ko sta me ti pa tvoj oče tako prestrašila, da je tako grozen, sem šla pogledati in je res zelo težka velta, 8, se pravi etap, je s ciljem na klanc, res težek klanc s ciljem, pa tudi moram reči šprinterskih, ne vem, 2 ali koliko se vse skup, da pravi tistih klasičnih šprinterskih sploh ni vse skup nič, ne. Tako da ja, 2 kronometra, začeten je sicer tak bolj prolog varianta, ne, ampak tudi konča se s kronometrom, se pravi, se lahko tudi še kakšne razlike v zadnjem dnevu naredijo.
Tako da jaz upam, da je Primož res se uspel pripraviti, pa da mu bo ratal, ker bi bilo res fajn, da mu tole tudi rata letos tako težko Vuelto zmagati. Bo pa najverjetneje, še vročina svoje bo delala najbrž na tistih koncih in tako v bistvu po eni strani, ko mi čakam, po drugi strani pa kar malo groza. Mislim, mene predvsem prvega tedna. Ker prvi teden, če v ful vroče, še to na Portugalskem, tako kaj oči rekel, to zna biti noro. Samo ajde, do une 4. etape, pol pa, evo, zdaj boste lahko videli, ko imamo mi našo majico za dirko po Španiji narejeno, ko je betonski print gor. Zakaj betonski print? Zaradi tega, ker so dirke po Španiji, te vrhovi so toliko strme ceste, da ne morejo asfalta položiti. In zaradi tega imamo betonski print na majici. Tako da tisti, ki greste gledati Španijo, lahko si prej kupite še eno special majico, pa boste čist special tam navijali. Ta Vueltina majica je ena lepših, moram reči. Ja. Pa še zdaj, ki je vroče, v beli barvi. Bela, siva, res krasna. Skratka, jaz, ko mi čakam Vuelto, zdaj, ki je Primož šel. Kdor na prišel na izlet, lahko pride k nam v Velobar gledat kronometer. Navijamo za Primoža, lokal je že v rdeče opremljen, Primožev poster smo postavili, tako da upam, da bomo lahko na koncu spet napisali bravo Primož in tako da mi gledamo pri nas Vuelto vsak dan. Mrzle pijače imajo tudi dosti v hladilniku, tako da za ta mesec, ki sem jaz gledal že za cel mesec, kakšen bo vreme, mislim, da bo tam potencialno, pač tako nevihte pustimo, ampak da bo pa dež, pa mogoče 2 dni v celem avgustu. Prav veliko ni, Tako da, kar vroče. In če tako še v Španiji, kaj je že tako avtomatsko bolj vroče, ne vem, jaz upam, da čaka, a Mohorič gre ali ne? Mislim, to pa nisem zasledil. Jaz nisem nikjer zasledila, da bi sploh bil še kakšen Slovenc. Se pravi, sam Mislim, Primož. da je samo Primož. Pol sam upam, da ne bo kakšne situacije. Ne, Mohorič je zdaj na Poljskem. Aha, ok. Ne. Ne. A veš, da zdaj, odkar je Eurošport skenzel aplikacijo, nič sploh več ne morem gledati. Se je v bistvu res bilo zdaj, teleh dirke. Nisi bilo zdaj so, no. Zdaj je spet polno, no. Zdaj je sem po Poljskem, pa neki Danskem. Eurošport player. Ženske so, ženske turje. To je ti ne veš, zakaj se gre. Včeraj je bilo zelo napet. Fajn. Pač me ne zanima. Ja, zakaj te ne zanima? Pa je bilo dobro. Ta Demi Vollering, ki je včeraj padla, je bilo tak. Potem je bil pa naprej razvoj po dirki, ki se je pa dogaja, je bil pa totalno babi šov. Se pravi, zmagala je iz njene ekipe etapo, kjer je rekla, da je izgubila, da ni imela radijske zveze, da je dobila informacijo, da morajo ustaviti, pa jo čakati, bilo je 6 km pred ciljem. Tako da se je odpeljala, pa zmagala sicer etapo, šprintala Nijevijo doma, ta Mađarka Vasova. Ta druga iz njene ekipe je rekla, da je imela mešane občutke glede zmage etape, pa tudi pol ni šla, tako da so se kar mal babe med sabo porazporedile po svoje, pa je ostala reva boga odzad, tako da je izgubila rumeno majico, pa po moje je s tem tudi tur izgubila. Padla je kar fajn, tako da bomo videli, če bo sploh štartala danes. Ne. Tako da toliko na hitro malo jaz povem lahko v turu, kaj se dogaja, ker je pa zanimiv gledati, no. Pa tudi pol. Vse je se kar do zdaj me ni pritegnil, da se gledam mogoče kakšne klasike, tam gledam, ampak trenutno so določene še toliko močnejše, se mi zdi, da mi... Ja, pa so letos je kar konkurenca, no. Meni se zdi, da že 5 let gleda ene in iste, mislim, se pri moških ni dosti drugače. To je točno to, se je v bistvu tudi, ampak zdaj so res prišle tudi nova imena, novejša imena, no, ali pa saj v ospredju, da so ta Mađarka, na primer, ona tudi na olimpijskih je izgubila medaljo v šprintu ali nekaj tazga, je bilo tudi imeno v glavnem. So novi prihajajo, nove ženske, tudi recimo Kopeki je ni nikjer letos, ne, tako mislim nikjer, ni toliko, kot je bila. Na olimpijskih je še bila, sem tudi... Tudi ni, ne, dominirala več, tako da
Mislim, To bi tudi pokrivajo vse, ne. Ja. In polka moraš biti ti toliko močnejši, da lahko greš, je malo Tukaj je težje. še ne. vedno pač Demi Wollering, je še vedno od spredi prednjači, sem pač zdaj, se pravi, jaz mislim, da je včeraj pač s tem pacem. Ja, bom začel gledati, Ja. da Saj pridem na je, mislim, tekoče da še je pri ženskem letošnja turu. meta konc. tako da- Ma ja, problem je, ker trenutno časovno jaz ne sfolgam. Ne, se vem, saj sem pravim, da je tudi zanimivo. No. Za videti pa sploh ta, kako vidiš, kako se med sabo ni tega, to hitro, ta fajt. Okay. Ženski fajt, kako rata neke zamere. Tukaj jaz lahko to povem, da je to res malo smo čudni, ampak take smo. Čakamo o samo testu še kaj zapovedati v Španiji. Ne, Pač Španija to je je to. tako zafrknjena, tako da gledajte od začetka, pa držite pesti za Primoža. Ok, dogodek smo šli čez, nagradno igro smo šli čez, kaj se je dodalo nagradno igro smo šli čez, kaj se je dodalo v dogodek smo šli čez. Tako da ja, nič, v glavnem pogledati Ja. pa prideti. Sem. Točno tako. Mislim, da je ta 31.8. ena lepa priložnost, da tisti, ki nas mogoče spremljate, pa nas še niste spoznali, da tudi pridete nas pogledati Ja. sem. Kapol bo še, gremo še na skupno vožnjo, isto traso, kjer potekajo ob sredah, se pravi velobar runde, čez Pance. Zdaj bo pa Petra dobila mikrofon v roke in bo predstavila kolo, ki ga vozi. Tako da tole je Niš, Legends 4 za 105 D2, Princeton, Pik v Bročič, cirka 1390 gramov. Tepo vzračance noter, teža je pa koliko 7,4? Ne, 7,3. No, 7,38 rečemo, 7,3,5. Tako da, evo, zdaj Petra predstavlja. Čau. Še si že vse povedal. Ja. A že snima zdaj? Ja. No, torej, nekaj je že povedal, sem pa še spovedala, to je tale kolo, ki sem ga jaz zdaj vozila v telih parih dneh. Meni je res všeč tudi tale barvna kombinacija, kot sem rekla, je lepa, lahko za moškega, lahko za žensko, balanca, se pravi krmilo, kot smo rekli, je res zelo lepo narejena, integrirana, všeč mi je mečkanje ožja za 1 centimetrček slab, kakor je moja in mi tudi to zelo paše. Potem gor je nosilček že, ki tudi lepo zgleda, res lep nosilček za Garmina, jaz imam Garmina uporabljam, od spodaj ima tudi prostor že za lučko, ki jo jaz tudi uporabljam, tako da se jo lahko lepo zmontira. Druga stvar, gor se vozim iz Berg sedežem, meni je to edini sedež, ki ga trenutno sploh lahko vozim. Všeč so mi tele košarce. Zelo lepo pridejo, so dobre, z lahkoto se v njem le bidon, kar je meni najbolj pomemben, ker so kakšni taki, da so lahki, pa ne vem, super narejeni, pa vam bidona ne moreš potegniti. 105 gor upremati, kot sem že rekla, dela Kašus, D2, se pravi, sej tehnologija je pač enaka, kot v vseh, edin sam izgled pa teža je potem malo drugačna. Jaz imam gor zdaj trenutno še Power Meter je moj, Sioma, Duo, oba dva, tudi dela Kašus. Zdaj gor so ga moji obroči, Princeton, kar smo že v njih veliko povedali. Dobro so se na tem kolesu pokazali, zdaj upam, da bo tudi z drugimi njihovimi obroči kolo s podobnim nastav, s podobnimi karakteristikami. Tako da to je to. Gor jaz imam noter lahke zračnice, trenutno ne vem, mislim, da Pirelijeve ali kere, ampak se to niti ni toliko, meni osebno ni toliko, no, spet pomembna stvar. Plašče imaš pa? Plašče imam Vittorio, Corso, ne vem, to je 28, ja, 28, jaz sem zaenkrat še na 28, še ne grem na 30. Bač, jaz imam plašče gor, tisto, kar mi da moj serviser. Tukaj nisem zahtevna, sem pri drugih stvarih. Tako da, ja. To je to. To je to. Okay. Tako da mi da še tole obrneva, ne, Peter, 15. Čakaj, gleda v kolo zadnji.
Evo. Evo. Tisti, ki je prišel na dogodek, ta bajk bo testiran, se pravi, to je small velikost, se pravi, to je za višino tam nekje do 175, tako da ja, evo, boste testirali tega, samo da bojo gor obroči Silk Road, ne vem, ali bojo ta visoki, ali pa zadnji ta visok, spodaj ta nizek, tako da to je to, hvala, ker si prišla, uživite, Okay. čau. Op.